Andrej, lep pozdrav. Sem vesel, da bova malo pogledala tudi te stvari, ki se danes dogajajo z vidika naših priprav na pastoralno, homiletično, katehetsko delo. Prihajam ravno od dela z našimi bodočimi novomašniki, sta samo dva, diakonoma, kjer smo pogledali razne vere, ki jih imamo za nedeljsko pridigo, pa tudi praznično vsakdanjo. In ko smo šli razne vere, od angleških, nemških, francoskih, slovenskih seveda tudi, sta me na koncu izvala, pa poglejmo za naslednjo nedeljo, ko je prilika o izgubljenem sinu, poglejmo zdaj, kaj bi pa nam umetna inteligenca, chat, povedal. In sem mu dal samo ukaz, pripravi mi pridigo, v kateri boš uporabil priliko o izgubljenem sinu. In smo imeli par sekundah cel nedeljski nagovor, celo pridigo, in ko smo šli skozi, je bilo vse tisto, kar zahteva homiletični direktori, kar smo navajeni slišati v pridigi, in zaključek je bil tako lep, da skoraj sta mi rekla, lepšega pa tak ne moramo narediti. In na koncu vprašanje, dobro, pa zakaj bi sploh še danes karkoli delali? Pa me zanima najprej seveda tvoja izkušnja s tem, po drugi strani pa tudi vprašanje, kaj s tem početi? Kaj dejansko, a si lahko kaj z temi digitalnimi orodji, ki jih danes lahko dobimo že na navadnem telefonu, ali si lahko s tem kaj pomagamo? Je to smiselno uporabljati v našem pastoralnem, oznanjevalnem delu? Sam se veliko sprašujem o tej sodobni tehnologiji, ki nam na veliko prihaja naproti, po drugi strani pa, kje je ta meja, do katere meje iti v sodelovanje s to tehnologijo in kje se ustaviti. Ko razmišljam to konkretno, ko si rekel oznanjevanje, pridiga, jaz mislim, da je en dejavnik pri tem zelo pomemben. Ta duhovna priprava oznanjevalca. Zdaj, če se jaz duhovno pripravim, če jaz o pripravi molim, pa imam pred očmi ljudi, katerim bom oznanjeval, pa se pripravim in potem vključim to pomoč, bi mogoče dal zeleno kljukico, da je to lahko v pomoč. Ne bi pa tega nikomur svetoval, da to na prvo žogo vzame. Ne vem, nisem imel časa se pripraviti, pa bom jaz to uporabil. Jaz bi te kombinacije sestavil. Ampak se strinjam s tabo, gotovo ta duhovna priprava je pomembna. Sej, verjetno uporabi četa ni nič drugače, kot če bi uporabljali oznanjevalca ali karkoli drugega, ampak se ti ne zdi pomembno tudi, da razumemo, da danes v tem svetu, v katerem živimo, ne pridigamo istim ljudem kot recimo pred digitalno dobo. Pa ne samo pridigamo, oznanjamo, katehiziramo. Ali se ti ne zdi pomembno, recimo tukaj, kot vidiš, sva pripravila si knjige, kjer imamo zbrane neke prispevke, ki se ravno ukvarjajo s tem vprašanjem. Ali smo danes, kot oznanjevalci, izpostavljeni enakim izzivom, kot recimo pred 30 in 40 leti. Ali pa moramo drugače razmišljati, drugače se tudi pripravljati, tudi vsebinsko, ne samo duhovno, na našo, če sva kar konkretna nedeljsko pridigo. Pa naj bo izgubljeni sin, ker je zdaj ravno pred vrati, ali je dovolj, da jaz se spomnim spet na Rembrandtovo slavno sliko, kako oče z dvema različnima rokama sprejema svojega izgubljenega sina, z materinsko in očetovsko roko. A je to dovolj? Jaz mislim, da glede na dejavnike, ki so pri oznanjevanju, pomeni oznanjevalec, potem vernik, ki mu je to namenjeno, in pa vsebina, da vse to treba imeti pred očmi. Prvič, da smo mi del časa, v katerem živimo, in okolja, da znamo presojati ali pa uporabljati te medije. Že o tem bi se lahko pogovarjala, koliko smo usposobljeni in koliko smo pripravljeni na te izzive in ponudbe, ki nam jih tehnologija, čas, družba, okolje prinaša. Na drugi strani pa tudi ljudi. Če pogledamo 50 let nazaj pri oznanjevanju, to, kar je oznanjevalec povedal, je morda naš vernik prvič slišal ali pa rekel, to je to. Danes pa imamo tudi na drugi strani naše vernike, ki spremljajo različne medije, preberejo marsikaj, pridejo do informacij
oznanila, ki je lahko pravo, lahko je na meji, lahko pa je čisto. Tako da jaz mislim, da to vprašanje, tvoje vprašanje, da je zelo kompleksno. Ne moreš tu kar tako črno-belo, ampak res jaz bi dal kot enek pomemben dejavnik vsem tem vzgoja za uporabo vseh teh medijev in pripomočkov. Tako na naši strani, da mi usposobimo te ljudi, ki bodo jutri oznanjevali, in tudi vernikom na neki način sporočiti, da ni vse zlato, kar se sveti. Se tukaj bi sam dodal, recimo sem se ukvarjal, ne samo tukaj, že prej, s vprašanjem, kako razumemo avtoriteto. Če pogledava razodetje, ja, nastopa z neko avtoriteto. Če pogledamo Sveto pismo, Bog se razodene. Recimo danes snemava ravno na praznik Gospodovega oznanja. Kristus stopa kot človek, da razodene dokončno Božje obličje, Božjo podobo, Božjo ljubezen, da nam pokaže, kaj vse za nas Bog pripravljen narediti. To je razodetje, ki stopa z neko avtoriteto, in seveda mi smo poklicani, da oznanjamo ne v svojem imenu, ampak Božjem, z Božjo avtoriteto. Vendar tukaj se mi zdi, da se pojem avtoritete, vsaj kakor sem sam raziskoval, tudi razne strokovnjaki, ki se s tem bolj podrobno ukvarjajo, spreminja, razumevanje avtoritete več ni. Ne vem, kakšen imaš ti občutek. Tam si fajn napisal, ta odprti dan župniji. Kaj se to pomeni? Ali ljudje prihajajo zaradi tega, ker jih zanima, ali zato, ker čutijo neko dolžnost? Kaj danes človeka pripelje v cerkev, v župnijsko občestvo? Ali želja, da tam najde nek prostor, ker se bo počutil doma, ali neka dolžnost? Kaj se tebi zdi, ker si malo bolj pastorali, kot sem sam? Zdaj, statistika nam pove eno stvar. Glede pada teh številk, to pomeni, da prihaja do enega čiščenja. In tisti, ki prihajajo, jim recimo živo občestvo, stik, jaz, ti, doda vrednost v njegovi veri. Njemu je to obogatitev. Zdaj pa, če pogleda na drugo stran, Second Life in te opcije, ki jih ponuja sodobna tehnologija, kjer se ti lahko skriješ, kjer lahko ti živiš neko svojo vero, ampak se ti ni treba nikjer predstaviti, celo skriješ se lahko pod nekim, ne vem... Avatarjem, si stvariš nek avatar in si neka oseba tam. Tako da jaz mislim, da je ena bistvenih stvari je to živo občestvo. Da jaz začutim, da je to tista dodana vrednost, če jaz pridem in da sem z ljudmi, ki jih poznam, v družbi, katerih se dobro počutim, da sem tam z njimi in med njimi. To se mi zdi ena izmed. Ker je zanimivo, se spomniš, ko smo bila na konferenci v Parizu in sva šla tudi pogledati in kopico literature glede umetne inteligence digitalnega, in tam je tudi znani francoski filozof Luc Ferry dal svojo letošnjo knjigo o umetni inteligenci, kar pravi, in se sprašuje, ali bo umetna inteligenca nadomestila človeka, ali pa bo nekakšno orodje, bo neko dopolnilo človeškemu delu. Ker seveda veva sama, tako hitro pridigo, lahko si še ta genije, ne moreš niti domisliti, kaj šele napisati, kot je umetna inteligenca. Vendar, ali je to dopolnilo? In on reče, ja, človek je vedno sanjal, da bo s tehniko premagal svojo ozko, svojo nemoč, svojo ranljivost, da bo presegel. Pa imamo umetne kolke, umetne noge zdaj. Kaj vse že nadomeščamo, da ne govorimo o zobeh. Lasje še pri meni niso uspeli nadomestiti, ampak že baje delajo. Samo to so umetne, ki jih človek s tehniko poskuša nadomestiti. In zdaj smo prišli tako daleč, da lahko že dejansko nadomestimo človeka. Ampak Luc Ferry pravi, ne more pa vsega odgovoriti. Ker v to, kar ti praviš, v meso, v telesu, kot se doživljam, to pa sem lahko samo jaz. Lahko presadimo neko umetno spomin človeku, pa ga damo, posnamemo se. Ampak to nisem jaz. Jaz sem v telesu. In občestvo je občestvo ljudi, ki prihajajo s takim ali drugačnim telesom, ampak so tam. In se mi zdi, da tukaj je pomenilo, ker recimo tam, verjetno si bral, ko se dejansko so se norčevali in so prevedli in so z občudovanja, kaj so uspeli narediti, prevesti v nek
kvazi slengovski jezik, ki ga govorijo mačke in namest Boga so dali mačko, a ne tega Boga mačko, ki prevzema vse te vloge. In to je norčevanje. Sam ne vem, kakšen imaš ti občutek. A se ti zdi to norčevanje ali je to neki izziv sodobnemu človeku? Recimo mladi, ko to srečujejo, ko nekih resnih vprašanj religioznih. A misliš, da jih to zavaja, da jim to razvrednoti nek odnos do razodetja recimo, ali jim to pomaga k temu, da vidijo, da je to pa za njih pomembno, da se morajo poglobiti. A je to povabilo ali bolj razvrednotenje vsega, kar je v razodetju? Razmišljam, zdaj, če ti mladi prihajajo iz naših krogov, recimo skauti ali pa animatorji iz oratorija, tam ti, ki so živi, pa to srečajo, jih mogoče to narekovajo malo pohujša. Če pa to nekdo, ki prihaja z nule, pa na tak način sliši Božjo besedo, narekovajo, ne, in mu je to odskočna deska, da potem reče, čakaj, mene pa bi mogoče zanimivo zopet na narekovajih izvirnik, pa lahko to en plus. Tako da jaz sem pri tej stvari zelo previden in ne bi vse metal ven koš. Nekomu je lahko to spotika, nekdo lahko reče, kaj se grejo, na drugi strani pa nekdo, ki reče, čakaj, to pa sporočilo je dobro. Ne? Kaj se pa skriva za tem, kdo je to lansiral, kaj pa je tisto prvotno besedilo, tako da zopet tu vidim eno prepletanje. Ne bi dal, s tem se ne ukvarjajmo, to je, ne vem, nevarno, to je, ne vem, minus. Ne, jaz bi dal to tudi kot priložnost za evangelizacijo. Ampak recimo, a bi ti v biblični skupini vzel en odlomek pa ga dal, da ga berejo? Recimo nekaj, kar že poznajo, recimo, če sva že pri izgubljenem sinu prej, a bi dal biblični skupini, da prebere, seveda tam bo izgubljena mačka, se razume, ali mačko, ne vem, kaj bo, se nisem šel brati, samo a bi si upal dati in je pametno, recimo, to dati tej biblični skupini. Glede na to, da mojo biblično svojo poznam, bi dal, posebej v tem kontekstu, kar se zdaj pogovarjava. Ne kot metoda, ampak bolj kot reakcija. Ker me prav zanima, kako bi odreagirali. Kaj pa si predstavljaš, kako bi odreagirali? Ne vem, po mojem bi se kakšen nasmejal, kakšen bi se pozabaval, nisem pa čisto prepričan, da se ne bi našel kakšen, ki bi se zgražal. Ki bi rekel, kam smo padli. In tukaj je moje vprašanje osebno, z meni tudi osebno, ali dejansko s tem ne rušimo neko avtoriteto razodetja. Ne vzamemo neko svetost besedilo, pa seveda tudi celotnemu oznanilo, celotni cerkvi kot taki, s tem, ko na nek način banaliziramo neko sveto govorico. Seveda tukaj ne bi šel tako daleč kot muslimane in se poznašane, ko se norčujejo iz Korana in potem zažigajo, napadajo. Ne gre za to, ker tudi ni svetopismo pa Koran v razmišljanju ali pa doživljanju ni čisto na enaki ravni, ampak vseeno, a ne bilo tukaj vprašanje, ne, razvrednotenje, ker recimo tudi moje vprašanje, ker vprašanje o tej digitalni teologiji, ker obstaja cela digitalna teologija, ali velja recimo, zdaj veva, ne, kaj pomeni v koroni, smo tega doživljali polno, duhovno hajilo, kot katerem tudi ti pišeš, ampak ali bi veljalo recimo spoved preko Zoom aplikacije ali kakšne druge aplikacije, a bi to veljalo? Jaz se veliko tudi s tem ukvarjam, veliko razmišljam, tu pa tam sem tudi kaj prebral in mi je zelo sporočilno, ko so naredili poskus v Ameriki. Na eni strani gre za paliativno oskrbo. Na eni strani se je z umirajočim pogovarjal človek, na drugi strani pa avatar. In potem so potegnili črto in vsak je lahko podelil svoje občutke in sem bil presenečen, da ne rečem razočaran, ko je tisti, ki se z avatarjem pogovarjal, imel boljši občutek. Zakaj? Zaradi tega, ker ni bilo tistega pomisleka, kaj si pa zdaj on misli o meni. Medtem ko pri človeku je na drugi strani še vedno človek, tudi če je to spovednik, tudi če je to v okviru zakramenta svete spovedi. Ne? Tako da
moje osebno mnenje je, jaz sem za človeka, za osebno spoved, zaenkrat še sakramentalna teologija ni spremenila teh meja, ampak da pa misliti tudi tisti drugi pol, ko človeku pomaga, ne vem, avatar, da se on boljše počuti, da se razbremeni, da se osvobodi. Tako da moje mnenje je tako generalno gledano še vedno, da tam, ko gre za osebni odnos, da ostane človek, za vse ostalo, kar nam lahko umetna inteligenca pomaga, dopolni, izpopolni, pa ji bi odprl vrata brez pomislekov. Ja, ker recimo, če že govorimo o avatarjih, to so pač umetno ustvarjene podobe nekoga v nekem virtualnem svetu, nekje v nekem digitalnem okolju, so pred kratkim poskus naredili z umetno inteligenco. Nek inženir je kot oče, tudi je družinski oče in je seveda na ne vem na kateri aplikaciji ali Zoomu ali kakšni drugi aplikaciji ustvaril svoj avatar, ki je poznal njegovo pač tisto, kar je pisal, kar je govoril, in otroci so se z njim pogovarjali. Po 1 uri njegovi lastni otroci niso gotovili, da gre za avatar, da gre za neko elektronsko, digitalno osebnost, ki seveda pozna vse o tej osebi, ki jo predstavlja, očetu, ampak lastni otroci niso prepoznali, da gre za nekoga drugega, da ne gre konkretno za lastnega očeta. In tukaj je seveda vprašanje, ali bo nek duhovni voditelj, nek spovednik, seveda. Zdaj, Cerkev lahko vztraja pri tem, da ne bo dopustila, in upam, da bo se tega držala, da bo potreben nek oseben stik, ampak danes ljudje, koliko še dajo, recimo na zakramente kot zakrament, koliko še razumejo dejansko teologijo zakramentov, da je pač to nekaj, kar potrebuje tako materijo, kot seveda kaj drugega še, ampak ljudje bodo preprosto zadovoljni z nekimi surogati, ki bodo na prvi pogled boljši, kot pa so originali. Kako ne en duhovni voditelj tako dobro pozna vse, od psihologije do duhovnosti, do ne vem česa vsega, kot pa nek duhovni voditelj. Ne more kot umetna inteligenca. Umetna inteligenca je tukaj prekaša že človeka, ker lahko v trenutku reagira. Ne vem, koliko tukaj ti razmišljaš, pa se sprašuješ, kje bo še mesto nam, pa ne bo duhovnikom, oznajevalcem, katehetom, ker bo umetna inteligenca ti ustvari v trenutku tisto, kar mi tako na silo spravimo čez cel teden, recimo, če gledava pridigo. Vprašanje je čisto na mesto in ko razmišljam v tem kontekstu, se celo malo ustrašim. Malo se ustrašim, ne da bi me panika ali pa jaz sem prepričan, da bo Bog poskrbel, ampak to, kar si povedal, to dejansko gremo v tej smeri in ne jutri, pa ne čez 10 let. Danes smo že na tej točki, da nas ti pripomočki, tehnološki pripomočki, tu in tam celo prehitijo, ne. In ne vem, bolj se sprašujem tudi glede to, kar sem začel, kjer nas ne bo mogel prehiteti, je recimo molitev, duhovna drža. To mi lahko na neki način ali pa na videz dosežemo pri vseh teh avatarjih, ampak na drugi strani pa bo lahko avatar molil zate ali pa bo lahko molil za tvoje pokojne starše ali pa tu se mi postavlja to vprašanje. Se veš, ne, da obstajajo strani, kjer ti lahko prižigaš svečo, daješ molitvene namene, prosi za to, prosi za ono. Pa tukaj ne gre za molitvene mlinčke, recimo v nekem smislu budizma tibetanskega, ampak tudi v katoliških cerkvah imaš zadaj kakšne zelo dobro, ne? Imaš, lahko daš, napišeš listek, pa daš, zakaj ne bi molili. Zakaj ne bi tega mogel v elektronski obliki, pa bo recimo umetna inteligenca, nek avatar za tebe molil. Recimo, marsikje, ko priješ v cerkev, pa imaš za prižigati svečke, pa imaš molitev ali pa navodila. Glejte,
prišel sem v cerkev, ne vem, imam minuto časa, lepo, Gospod, pomislil sem nate, ampak ta svečka pa naj ostane namesto mene in na nek način dežura. Zakaj ne bi moglo neko digitalno orodje tega početi, če lahko ena navadna svečka to počne že zdaj na nek simbolni način? Zelo kompleksno vprašanje. Nimam odgovora, ker nočem nobenih vrat absolutno zapreti. Da bi rekel, ne, tu je meja, to je samo tehnični pripomoček, človek je človek. To bi lahko tako na grobo ali pa to bi lahko mogoče kakšen teolog tako na prvo žogo, ne. Ampak po drugi strani pa, če razmišljava odprto, zakaj ne? Ne? In tukaj bi sama še morda dodal čisto tisto, kar sem v raziskovanju odkril, to, kar en indijski jezuit predlaga v dobi, ko ni več, ti ne moreš reči nekomu, zdaj boš prišel v cerkev, pa boš tam molil, bo pač šel, imamo cela religiozna gibanja, verstva, ki so samo v digitalnem okolju. Pa ni samo orodje ali pa prostor, kot je Second Life, ampak prav ljudje se zbirajo tam in se ne dobijajo nikoli v živo. So že skupnosti, ki tako obstajajo, ki imajo svojo izdelano neko religioznost. Ampak on predlaga, pravi, ja, ljudem ne moramo več reči, kaj morajo. Lahko rečemo, pa tak ne pomaga kaj dosti. V tem smislu avtoriteta se je premaknila veliko globlje v posameznika. Ni več kar papež reče, kar škofje rečejo, ampak seveda, če škofje rečejo, papež rečejo in tako rečejo, da mene osebno nagovorijo v neki moči svetega duha, in tukaj sva blizu sinodalnosti, sinodalne gibanju, potem dejansko ljudje bodo to sprejeli. In se mi zdi, meni osebno, ne vem, kako ti to razmišljaš, ampak se mi zdi, da je tukaj neka teologija inkarnacije, učlovečenja, ne samo, da se je Bog učlovečil v Jezusu Kristusu, ampak da se mora Bog učlovečiti tudi v mojem konkretnem telesu. Zdaj smo nazaj vrnili, verujem stajenje mesa. In to je tisto, kar tudi Luc Ferry zanimivo predlaga, da pa umetna inteligenca tega nikoli ne bo mogla doseči. Ker ti si lahko samo to telo imaš, kakorkoli zdaj peša, sva se že prej malo ponorčevala iz mojih laskih, več ni, tam, ker jih ni, ampak ja, to je moje telo, tudi če je vedno bolj težko poravnati se, vstati, še vedno sem sam in sem šel od tistega telesa, ki je bilo ne vem kaj sposobno, do tega telesa, ki počasi odmera, vendar sem to jaz in to sem jaz in to je moje učlovečenje Božje podobe v tem, kar sem. In tukaj se mi zdi, ta sinodalnost, on govori o tem nekem skupnem iskanju ne samo resnice, ampak vere, kjer bo celotno občestvo na novo prišlo skupaj in iskalo, kaj je pot vere danes. In je vprašanje, ali nam tukaj lahko tudi ta umetna inteligenca, digitalna orodja, ali nam lahko služijo pri tem sensus fidei, iskanje tega občutka za vero danes, ali lahko pomagajo. Ne vem, kako imaš ti občutek recimo iz biblične skupine, iz recimo občestva, ki ga spremljaš, ali lahko potrdiš to? Ja, jaz bi rekel tako, da so nam ta pomagala, umetna inteligenca in kot mogoče zdaj v tej fazi, kot sredstvo, kot pripomoček, da nas pripelje. Ali pa recimo, če pogledamo statistiko, ki je kakršna je, da mogoče s pomočjo tega pridemo še do tistih, ki so se oddaljili, recimo, En dokaz, recimo v času covida, ko je čez noč zacvetela maša preko najrazličnejših medijev, YouTube kanalov in so se naenkrat pojavili med verniki, tudi taki, ki sicer jih ni bilo prej, pa so se pojavili vprašanje, ki so danes. Mogoče je kdo zaživel na novo, vem, so mi sorodniki pisali, za katere vem, da ne hodijo k maši. In se naenkrat so se pojavili pri teh mašah. To pomeni, en velik plus je lahko, ampak ne vem,
ti kot filozof ali pa ki razmišljaš tudi kot filozof, me zanima recimo en filozofski pogled na to ali pa tudi duhovno-teološki, ne? Kje pa ti vidiš recimo to mejo sprejeti ali pa... Glej, danes, ko sledim, vse mogoče literaturi, je težko postaviti mejo. Eni so prepričani, recimo transhumanisti so prepričani, da bo to človeka popolnoma nadomestilo in da bo človek dosegel s tem umetnim orodjem, digitalni tehnologijo, umetno inteligenco, bo dosegel nekakšno nesmrtnost, tiste večne sanje človeka. So pa drugi, ki se bojijo in se umikajo od tega, ker rečejo, da bo to upropaslo. Pa mislim, da je to, kar si ti sam tudi v tej prispevku, v tej monografiji pisal, da je modrost cerkve v vseh dokumentih, ko se je cerkev srečevala od radija naprej, ko si analiziral to, kaj je tista ločnica? Da to ostane orodje. Orodje. To je orodje, da mi človeka ne odrinemo kot, da ne pozabimo, da je človek ustvarjen po Božji podobi in je ustvarjen v celoti, tudi v svojem telesu, umrljivem telesu, po Božji podobi. In mislim, da je to en dober zaključek tudi za najo, da v tem razmišljanju iščeva, kako zdaj v tej digitalni tehnologiji, ob umetni inteligenci, ki je bistveno boljša, kot je človeška pamet, ohraniti to človeško dostojanstvo od začetka do konca.